Naša naslednja gostja pa je Barbara Toplak-Perovič, ki nam bo podrobneje predstavila, kako poteka študij na Almi Mater in katere študijske programe ponujajo. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Najprej, če se osredotočimo na same študijske programe, ki so na vaši fakulteti. Kaj vse ponujate študentom? Na naši fakulteti ponujamo veliko študijskih programov. Na dodiplomski, podiplomski in doktorski stopnji. Na dodiplomski stopnji imamo študij zdravstvene nege, socialne gerontologije, študij fizioterapije, po katerem smo tudi v slovenskem prostoru najbolj znani, saj smo največji v Sloveniji na ta študijski program. Potem imamo Akademijo za ples z več zvrstmi. Tudi tukaj smo nekaj posebnega, saj imamo edini plesno akademijo, torej na visokošolski stopnji. Imamo tudi od letošnjega leta dalje študij arhivistike, imamo pa tudi študij menedžment poslovnih sistemov, torej imamo kar nekaj študijev, ki so drugačni od tistega, kar pravzaprav počnejo na drugih fakultetah. Na magistrski stopnji imamo študij socialne gerontologije, torej vede o staranju prebivalstva in aktivnem staranju, pa študij evropskih poslovnih študij. Tukaj smo povsem drugačni, saj vsak študent na začetku dobi svoj iPad in se potem skozi ves študijski program pravzaprav priuči poslovnih procesov tudi na iPadu. Imamo študij menedžment poslovnih sistemov, študij ekoremediacije ali ekologije in študij arhivistike in dokumentologije. Imamo pa tudi študijske programe na doktorski stopnji. To so študij socialne gerontologije, ponovno na doktorski stopnji za tiste, ki želijo biti vodje večjih socialnih zavodov. Potem imamo študij projektnega menedžmenta, študij komunikoloških ved, potem imamo tudi študij humanistike, ta je še posebej zaželen tudi v tujini. Letos, na primer, imamo vpisanih kar 30 doktorskih študentov na ta študij. Prejšnji teden so potekali informativni dnevi. Za katere študijske programe se je zanimalo največ bodočih študentov? Ja, imeli smo informativne dneve kar na 4 naših lokacijah v Sloveniji, torej v Murski Soboti, Mariboru, Ljubljani in pa v Kopru, kjer nameravamo začeti izvajati študijske programe drugo leto. Torej imeli smo na vsake lokaciji 3 informativne dneve, tako da skupaj kar 12 informativnih dnevov. Zanimanje pa je bilo različno. V Murski Soboti, na primer zdravstvena nega, saj ta študij izvajamo tam. V Mariboru je bilo največje zanimanje za študij fizioterapije, pa menedžment poslovnih sistemov in druge, pravzaprav tiste, ki jih izvajamo v Mariboru. V Ljubljani zanimanje za Akademijo za ples, to smo izjemno veseli in ponosni, saj smo letos postavili odlično sodelovanje z najboljšimi umetniki iz Sankt Petersburga, akademije v Budimpešti in tako. In očitno se je trud splačal, saj tudi tukaj, kot kaže, vpis raste. Tako da pravzaprav odvisno od lokacije, kjer študij izvajamo. Kaj pa vaše metode poučevanja, oziroma kaj dela vašo fakulteto posebno in drugačno od ostalih? Ja, imamo drugačne metode poučevanja. Verjetno je tudi to razlog, da pravzaprav nam vpis vsako leto raste. Vsako leto imamo približno 30 do 40% več študentov kot prejšnjo leto in najverjetneje ravno zaradi našega drugačnega pristopa. Kot prvo, pri nas se seveda vsa predavanja snemajo, tako da imajo študenti možnost gledati predavanja od doma ali pa od kje drugje, vkolikor so zasedeni v času predavanj. Potem imamo pa vaje v majhnih skupinah. V majhnih skupinah pomeni na študiju menedžmenta en učitelj na 2-3 študente, na študiju fizioterapije en učitelj na 12-13 študentov, na sami praksi pa vedno en mentor, en študent. V majhnih skupinah je pomembno poučevanje zato, ker, veste, nihče več ne bo plačal za odgovore, ki jih najde na Googlu. Tako da pravzaprav je treba študente naučiti kritičnega mišljenja in reševanja konkretnih problemov, do katerih pravzaprav pride. Torej, mi želimo študente pripraviti že na prakso, na življenje, pa tudi na svet, in na tem delamo ves čas. Naši profesorji so, za razliko od drugih fakultet, vsi priznani strokovnjaki iz prakse.
Enkrat smo naredili anketo, ne le med našimi študenti, temveč med vsemi študenti, in kar 90% študentov je dejalo, da želi znanje pridobivati od strokovnjakov iz prakse. In mi seveda to resnično želimo, a ne? In jim to ponuditi in tudi k sodelovanju res povabimo najboljše. Na študiju fizioterapije so naši profesori tisti, ki so se izkazali kot vrhunski praktiki. Primer, imamo Juventus Medical, torej to je klinika, kjer se ukvarjajo z najboljšimi športniki, in njihov vodja fizioterapije tam je recimo naš profesor. Tudi ostali profesori želimo, da so takšni, ki so se že izkazali v praksi. Če nekdo uči menedžment v zdravstvu, je to nekdo, ki je bil 20 let direktor bolnišnice in podobno. Na menedžment poslovnih sistemov učijo tisti, ki so se izkazali kot vrhunski menedžeri v praksi, ne tisti, ki so zavozili podjetja in podobno. In seveda te delajo študenti, potem profesor in trije študenti na konkretnih problemih, seveda po tisti teoriji, ki tudi mora biti, ampak mislim, da je to pravzaprav ključ do našega uspeha. Ponujate pa tudi študentom možnost opravljanja prakse v tujini. Je za to veliko zanimanja? Ja, je veliko zanimanje. Torej, naši študenti lahko opravljajo prakso doma ali v tujini, po njihovi želji. Če recimo študijski program zdravstvenega ali pa fizioterapija, študenti imajo možnost opravljanja prakse naprimer v Avstriji v veliko klinikah in pa v Italiji, kar v 80 učnih bazah v Italiji. Tako da seveda jih želimo pripraviti na svet. Učimo jih tudi jezikov, nudimo brezplačne tečaje. Tako da pravzaprav študent je pripravljen, ko gre na prakso, se veliko nauči. Tako da razlika med to fakulteto Alma Mater in med fakulteto, na kateri sem jaz študirala, je to, da da veliko praktičnega znanja. Kar je pa konec koncev tudi najpomembnejše, kaj ne? Meni se to zdi najpomembnejše. Bodoči študenti lahko kaj več o vaši fakulteti izvejo na vaši spletni strani, pa tudi Facebook stran imate. V mesecu marcu pa tudi pripravljate dneve odprtih vrat, kaj ne? Res je. V mesecu marcu bomo imeli dneve odprtih vrat. Mislim, da gre to za prvi teden v marcu. Takrat lahko študenti pridejo, tudi zunanji, povabimo vse. Lahko vidijo, se seznanijo z našim načinom dela, povabimo jih tudi v del praktičnega izobraževanja. Kot primer, naši študenti iz zdravstvenih poklicev imajo možnost opravljati prakso v učnih bazah po Sloveniji, pa tudi v zavodu terapija, ki ga imamo na šoli, kjer delajo seveda vrhunski praktiki, hkrati pa naši študenti imajo možnost opravljanja tam tudi prakse, kolikor pacient seveda to privoli. Sedaj, ko pridejo nazaj naši vrhunski športniki, seveda, kot je Boštjan Kline, bo prišel, da ga malček poservisirajo naši strokovnjaki in tako. Naši študenti pa imajo možnost se zraven učiti, spoznati to okolje, delovno okolje in tako. Super. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih podelili z nami. Zagotovo pa bomo tudi kakšnega vašega študenta, pa tudi profesore povabili v našo oddajo, da izvemo še kaj več iz prve roke. To vam priporočam. Naši študenti so, včasih se pošalimo, najlepši, najpametnejši in najbolj srčni, tako da bojo zagotovo se odzvali. Super. Najlepša hvala za vaš čas in obisk v studiu. Hvala lepa.